Ob meji je malo zahodneje od reke Kušnice, od meje, v bližini Sant Ane, pri spomeniku, ki so ga postavili v spomin na pregnane iz vasi Fikšnici, Ocinje, Rdeči breg in Kramorovci. Med leti 45-46 so bili ljudje v tot pregnani. Kot vidimo, je ta spomenik postavljen leta 2001. To so bile dejansko nemško govoreče družine, ki so morale oditi. Med njimi je bil tudi štof Jozef, kot vidimo tamle na tabli teh sponzorjev, ki so sponzorirali. Ta štof Jozef je kot mladenič živel v Kramorovcih, je bil pregnan kot otrok, njegova zgodba je bila objavljena v Kleine Zeitung in živel je v občini Tišin, eno trgovino, njegovi nasledniki imajo še zdaj to trgovino. In dejansko, če smo že tukaj, bi povedal, da je tu v tej dolini so nekje bile tiste barake madžarskih judov, ujetnikov, ki so bili tukaj v letih 44-45, ko bi naj kopali protitankovske jarke, baje, da ostanki tega jarka se še gor v gozdu so vidni, vsaj tako sem videl na fotografijah. Spomenik te barake je pa tam spodaj v mejnem prehodu. Se pravi, tista ravnina spodaj je slovenska? To, kar je tukaj od tega grmovja, to je dejansko mejni potok Kučnica, to je vse zdaj Slovenija. To se že vidi, da so velike parcele, da so bili tukaj že med vojno veliki kmetje in pred vojno seveda tudi. In po vojni je bilo to nacionalizirano. Tu je imelo kmetijsko gospodarstvo Rakičan dolgo te parcele, nekaj jih še zdaj obdeluje, vinograde, ki so tam v Kramorovcih, pa je zdaj ima v lasti Morov Polanič. Kaj pa tista stavba tam na slovenski strani velika? Ta stavba je, tukaj je pa šola, stara šola v Kramorovcih, ki seveda že dolgo ne služi svojemu namenu, včasih je bila tukaj šola.